Torej, lepo pozdravljeni, moje ime je Suzana Košir in sem doktorica sociologije in strastna popotnica. Zdaj, ta moja potovanja so se začela praktično že zelo zgodaj. Bila sem stara 15 let, ko so mi starši za zelo dober uspeh v osnovni šoli pač kupili letalsko karto in sem lahko obiskala sorodnike, ki jih nisem nikoli poznala, in to je bilo tisti, bom rekla, trenutek, ko so mi starši dali krila, da sem lahko šla v svet. Ja, z veliko predsodki, z veliko strahu, ampak vseeno pa z eno notranjo energijo, da spoznam druge kulture. Ta potovanja se niso končala tam, torej niso bili obisk sorodnikov, ampak sem potem potovala po Aziji, po Afriki, Avstraliji, Novi Zelandiji, Južni Ameriki, Severni Ameriki. Nekaj časa sem tudi živela v Ameriki. Sicer sem imela bolj študijski namen tam in sem delala sicer kot au pair, kot varuška, zato da sem lahko proučevala ameriške Indijance in z njimi potem tudi zaključila svojo diplomsko delo na oddelku za sociologijo oziroma geografijo. No in potem seveda ta strast se ni končala, tam še vedno zelo rada potujem. Potujem praktično vsako leto, če mi to seveda finance omogočajo, ampak ta strast po spoznavanju kultur, po spoznavanju drugačnosti se mi zdi pa izjemno pomembna, sploh kot sociologinja, ker po študiju geografije in sociologije na dodiplomskem programu sem seveda potem opisala naprej doktorat. Takrat je bil precej težek, ker nisem vedela, želja po potovanjih, geografija na eni strani, pa potem na drugi strani družba, kultura, religije, hrana, običaji, skratka toliko enih zanimivih detajlov, ko greš v svet, ki sem si jih res želela na nek način doživeti in jih razumeti, in seveda to mi pač ta študij sociologije tudi na nek način me je spodbudil še večjo to željo po spoznavanju. Ja, Kuvajt je pa res zdaj en tak moj biserček. Ne samo to, da so znani po tem, da so nekoč nabirali bisere, ampak je nekako postal tudi biser v mojem srcu. Čeprav sem tja šla dokaj nepričakovano, dokaj nenačrtovano, namreč dobila sem ponudbo, da sodelujem z ameriško univerzo v Kuvajtu in odprla se je ta izjemna, bom rekla, želja, a hkrati strah iti v arabski svet. Arabski svet je toliko drugačen, a hkrati tako čudovit, ki ga lahko doživiš samo, če tam živiš. Je pa izjemno bilo pomembno, da ko sem jaz tja šla, da sem vse te, bom rekla, stereotipe pa predsodke pustila doma. To ne počnem samo, recimo, ko grem v arabski svet, to počnem, ko grem na potovanja. Zato, ker če želiš kulturo resnično dobro spoznati, jo moraš gledati iz njihove perspektive, iz njihovega zornega kota in ne iz zornega kota tvoje lastne kulture. Ker tako narediš krč, tudi družba te ne sprejme, ljudi te ne sprejmejo, ne odprejo ti vrat. Če pa ti pokažeš, da jih sprejmeš takšne, kakršni so, potem ti odprejo vrata, pokažejo ti vse, postaneš član njihove družine, in to je bilo, kar je meni Kuvajt dal. Mene so družine v Kuvajtu sprejele, sprejela sem njihovo kulturo, poskušala sem jim čim bolj razumeti, zakaj živijo tako, kot živijo. Skratka, preprosto sem se jim absolutno prepustila njihovemu načinu življenja, za katerega moram danes, ko gledam nazaj, rečem lahko, da pravzaprav ni razlike. No, prvi predsodek, ko sem jaz recimo šla v Kuvajt, so bile ravno ženske. Jaz sem šla sama v Kuvajt, sama v arabski svet, v svet, ki ga sploh nisem poznala. Kljub temu, da sem veliko študirala bom rekla, tej kulturi, še vedno sem povzemala bolj ali manj te stereotipne, bolj predsodke drugih, bom rekla, držav, od Saudske Arabije, Afganistana in vseh teh držav, kjer je ženska pozicija dosti bolj, bom rekla, manj vredna. In
Kuvajt mi tega občutka ni dal in to je tisto, kar je mene najbolj presenetilo, ne? Da sem v Kuvajtu bila jaz ženska, da sem bila spoštovana, da sem imela pravice, pa ne samo jaz sem pravzaprav te pravice žensk spoznavala skozi študente, skozi, bom rekla, ženske študentke, skozi življenje in opazovanje teh žensk v arabskem svetu, skozi njihovo kulturo, skozi njihovo religijo, ki jo v resnici poznam, bom rekla, iz napačnega zornega kota, ker recimo njihovih verskih knjig nisem nikoli prebirala. Njihova razlaga, pozicija ženske, spoštovanje ženske, ne kot ženske, tudi kot matere, mi je pokazalo, da imamo absolutno napačno predstavo o tem, kaj arabski svet je. Govorim izključno za Kuvajt. Jaz ne morem to govoriti za ostale dežele arabskega, muslimanskega sveta, ker v vsaki kulturi obstajajo razlike. Ampak Kuvajt je meni dal občutek ženskosti. Tudi recimo, če sama sebe pogledam, ko so me študentke na nek način spodbujale, zakaj one mislijo, da so ženske in zakaj mislijo, da so lepe in zakaj je pokrivanje, ampak ne pokrivanje z naglavnimi rutami, ampak bom rekla, da niso bile preveč razgaljene, zakaj je to lepo in zakaj je to dobro. Ne? V tistem trenutku sem jaz spoznala, da pa ja, vse ženske smo pa res lepe in da svojo lepoto lahko tudi malce zakrijemo pred očmi drugih, tujcev, predvsem tujcev. Na nek način so mi to prikazali na en tak zelo simpatičen, lep način. In moram reči, da ko sem se vračala potem večkrat domov, sem imela kvečjemu predsodek, poglejte, kako so razgaljene, ne? Pa tam ima pa prekratke hlače ali pa, no ta pa že kar v modrcu okrog hodi, ne? In pa so bili ti predsodki ravno obratni, ne? Da sem začela obsojati na nek način kulturo, v kateri sem bila vzgojena, na katero nikoli nisem polagala pozornosti, kakšna je pozicija ženske, ker se mi je zdela, da smo enakopravne. Zdaj, v same enakopravnosti ženske bi sicer težko govorila, bom rekla, ker sem bila le tam tujka, imela sem neko tudi dobro pozicijo. Lahko pa rečem iz pričevanj teh, bom rekla, deklet, da so, bom rekla, skozi obdobja pridobile ogromno pravic, so enako vredno, bom rekla, obravnavane tako v sodstvu, v večini, seveda ne v vseh členih, da so tudi recimo na nek način tudi zelo spoštovana, ne samo v družinah, ker v družinah so one tiste, ki so glavne, predvsem mati je glavna v družini, oče je pa tisti, ki pa finančno skrbi za družino in je, bom rekla, finančno odgovoren, da družina preživi. Ja, definitivno, bom rekla, ta prihod nazaj je bil toliko stresen kot odhod tja. Torej, toliko enih predsodkov, s katerimi sem šla, bom rekla, živeti v svet, sem prišla tudi, bom rekla, z neko stresno situacijo nazaj, ampak po drugi strani pa zelo umirjena. Zato, ker zdaj poznam to kulturo, sproščena sem ob ljudeh, ki, bom rekla, so drugačni. In na nek način so me naučili, da ko greš v svet, potem pusti predsodke doma in živi tako, kot oni živijo. Poskušaj jih razumeti. Težko je živeti, če ne živiš v tisti kulturi. Težko je, če nisi v tej kulturi vzgojen. Ampak zelo pomembno je, da se prepustiš toku, da poskušaš skozi njihova očala pogledati, kako oni živijo. Predvsem pa je pomembno, najbolj pomembno je spoštovanje. Spoštovanje drugih kultur, drugih religij, drugih načinov življenja. In potem, ko se vračaš nazaj, spoštuješ svojo kulturo še toliko bolj.